Zdaj pa poglejmo, kakšne bodo posledice dražjih derivatov na cene ostalih stvari, hrane, oblačil in drugih izdelkov, ki jih ljudje potrebujemo v vsakdanjem življenju. Smo na začetku nove spirale draginje, kakršni smo bili priča pred 4 leti, ko je mesečna inflacija znašala tudi več kot 10%. Kaj pa trgovci? Že čutijo pritiske strani dobaviteljev? Marko Gregorc. Visoke podražitve derivatov se ne bodo še takoj prelile v cene preostalih dobrin, ocenjuje glavni ekonomist Gospodarske zbornice Bojan Ivanc, kar pa še ne pomeni, da učinka na cene ne bo. Ampak ne bo tako dramatičen, kot bi si morda predstavljali. Sploh pri predelanih hrani so običajno te učinki zamiki med aktualno rastjo cen pa potem končno uskladitvijo cen vseeno nekoliko daljši, kajti odvisni so tudi nekako od cenovnih dogovorov med proizvajalci in pa trgovci. In trgovci, kot pojasnjuje prva dama njihove zbornice Mariča Lah, zaenkrat z zahtevami za višje dobavne cene zaradi energetske draginje še niso bili soočeni. Res pa je, da se v tem trenutku ukvarjamo z zahtevki za povečanje cen, ki so posledica povečanja minimalne plače in pa uvedbe zimskega regresa. In čeprav nafta na borzah že dosega rekordne vrednosti iz časa ukrajinske vojne pred 4 leti, sogovornika tako podivjane inflacije, kot smo jo videli poleti 2022, ne pričakujeta. V tem trenutku ne moramo še govoriti o taki dramatični situaciji in tudi osebno ne ravnam tako, da bi, kopičil dobrine ali pa gorivo, kot vidim, da se pri določenih potrošnikih žal to dogaja. Na Gospodarski zbornici tudi po začetku iranskega konflikta računajo, da bo inflacija na letni ravni znašala največ 2,6%, še malce nižja naj bi bila v prihodnjem letu. Ponovitve draginje izpred 4 let zaenkrat ne pričakujejo niti trgovci. Ker je Slovenija bistveno manj vezana na te zalivske države, kot smo pa bili takrat vezani na Ukrajino in na njihove surovine, da tako rečem. Drugačno je tudi izhodišče. Februarja 2022 ob začetku ukrajinske vojne je inflacija na medletni ravni znašala 6,9, februarja letos precej manj 2,9%.